Jožef Špringer. V epizodi Poštar zvoni samo dvakrat. Dobro večer, dame in gospodje, dobro večer, še enkrat poslušate Jožef Špringer. Hvala lepa, hvala. Jožef, majstore! Hvala. Jožef, majstore! Poslušate Jožef Špringer Show, hvala. Jožef, majstore! Ja, vidite, hvala. Jožef, majstore! Jožef, majstore! Najlepša hvala, dame in gospodje. Torej, epizoda Poštar zvoni samo dvakrat je na sporedu pravkar. In zakaj bo šlo pri tej epizodi? Preprosto, Zvonko je pretresen, kajti ugotovil je, da njegova življenjska sopotnica Vida niti ne skriva razmerja z rajonskim poštarjem Fonzejem. In seveda povedali, kako naj Zvonka potolažimo, zato smo ga povabili danes tukaj sem k nam v studio. Torej, dame in gospodje, prihaja Zvonko. Zvonko, lepo zdrav, dober dan. Lepo zdrav, hvala lepa za podporo. Ja, lepo zdrav, Zvonko, ker sedite, izvolite. Ja, hvala, kam na ledega? Ja, lahko. Tam, ko smo se zmenili, Zvonko, po pogodbi. Gospodin bo kaj naredil? Ne. Stevo je tukaj samo v primeru, da bi pač prišlo do... Ker me jezno me gleda. Ne, Stevo pač je tak. Hočem povedati to, gospod Zvonko, torej, dajte da kratko povedati vašo žalostno zgodbo. Ja, moja žalostna zgodba v bistvu ni cel čas žalostna. Žalostna je samo zadnje 4 mesece. Kajti do teh 4 mesecev smo res mojo Vido živela po kalupi, bi lahko rekel, idealno. Resno. Zaljubila smo se na prvi pogled, se pol vzela, hodila redno za 1. maj v Logarsko, potem avgusta v Ankaran, pa Valdoltro mešano. Resno. Po zimi pa 2-krat na Pohorje. Pa smo tudi vse je bilo, pa tudi hišo smo nekako vsi skup, zdaj v fazi obnove je bila, jaz sem v glavnem kredite emo, ker ona ni bila zmožna. Vse do pred 4 meseci, ko sem enkrat prišel domov, pa... A rabite robček, Zvonko, samo to? Ne, vse se bom zadržal. Okay. Jaz sem prišel domov in te je bila v dnevni spode poslano, pa smislo mogoče zato, ker sem pol ure zamudil, res ne pa svoji krivdi včasih. Poslano, Zvonko? Ja, v dnevni smo v spodi že nareto. Ko sem hotel iti zgorno na stropje, sem videl neke barikade, pol pa še opozorilno poštarsko torbo že gor na zidu, da naj ne grem dalje. No, ko sem te rino, čeprav ti na mojem karakteru, sta oba prišla na pol naga, pa sta mi rekla, da zdaj, če med streho sem lahko v dnevni, gor nijam vstopa, no, dva pa več nija ta cajta, ker greta to dalje delati, kaj sta do takrat delala, pa tega nem pa vedel. Ja, dame, ja, res je, in gospodje. Torej, Zvonko... Ja, hvala. Dajte se malo. Moram... Hvala lepa, dame in gospodje, no, prosim. Poštar je svinja, v bistvu. Ja, seveda. Ker ni, ona je v bistvu zavedena. Jaz vem, ker ona nesla tiste čestitke in jaz vem, kak je ona. Beseda da besedo, ker njo se marsikaj za 1. april včasih je tako dejala, da se ne mogo 3-krat opoziti. Ona je naivna. V bistvu ona sploh ne ve, jaz vem, kaj je poštar obljubo. No, Zvonko, naj samo, da bodo naše cenjene... hodi z njega v torbo, vse to nija furma. Naše cenjene... Samo trenutek, Zvonko, če dovolite, da bodo naše cenjene gledalke in gledalci, ki že tudi čakajo na telefonski številki 290 90 90, lahko dejansko doumeli vašo tragedijo. Predlagam, da ko sva pač posnela prejšnji teden tako s to stisko dejansko, da prisluhnejo našemu mojemu skritemu mikrofonu, da boste razumeli, zakaj sploh gre pri celi stvari. Halo, dela, režija. Špringerjev mikrofon. Z Zvonkotom smo pred dverjo njegove hiše v naši epizodi Poštar zvoni samo dvakrat. Zvonko, torej lepo zdrav, pravite, imate novega člana družine in vaša žena Vida je zdaj z njim zgoraj. Ja, pozdrav je lep, za mene več ni, pa tudi poštara me ne tako menjajte, ker veste, da imam zdravje že razvrvano maksimalno. Smo v bistvu pod narekovaj v moji hiši, mislim se, jaz sem tak mislil, zdaj gremo tu po stopnicah pred nekdaj mojo zakonsko spalnico, v kateri pa kraljuje pokvarjanec, to je ta lokalni poštar. In zdaj bi vas prosil samo, da vam kot dokaz, če vi
prisluhnete, kaj vse se tu dogaja. No, pa kaj grem jaz z vami? Mislim, greste vi z mano ali grem jaz sam? V bistvu Ne, lahko gremo skupaj. No, pa greva potem skupaj, je tu zdaj po teh stopnicah gor, ja? No, zdaj smo tu, vse ne rabimo iti še petati, ker nijo tak nič ne moti. Ja, res je, vse se že sliši od zadaj, pa predlagam, da mi dva za nekaj trenutkov tihneva in da Ja, vi to posnamemo. posnamite, da imeli dokaz. Odpri torbo, glej, kaj te not čaka. Joj, Fonza, pa daj no. Čelavi paket. Jo, Fonza, ki je? Da ga poljubčka malo. Kaj ti naj govorim danes? Svinsko mi govori. Svinsko. Ne to, govori mi, kak si potrebna. Kak si potrebna? Evo ti. Pa ne me poriti. Na, še Ja, enkrat. daj me še me. Tu imaš. Tak, ja, vdari me. Še mi svinsko govori. Ja, daj Na. me, razturi me, Fonza, razturi me. S torbo me vdari, uniči me. Na, svija, na. Ja, uniči me, eksplodirala bom. Jaz mislim, da komentar ni potreben, pa gremo nazaj v studio. Ja, tako, to je bil naš skriti mikrofon. Res, Zvonko je še vedno v studiu, dame in gospodje. Poštar. Vse ste čuli z posnetka, da vidi, sploh nič ne govori, samo poštar. Res je, lepo smo to posneli. Jožef, majstore. Hvala lepa. Hvala lepa, hvala. Torej, 290, režija, zanima nas, ali imamo morda še, hvala, dame in gospodje v studiu, res hvala, ali imamo že koga na zvezi. Halo, dober večer. Dober večer, Tukaj Jožef Springer šel, kdo nas je poklical? pozdravljeni, Prisla tukaj. Aha, lep pozdrav. Torej, Zvonko je v studiu in ste slišali, v kakšni stiski dejansko fan živi. Ja, Torej, Zvonko, naš poslušalec, je tukaj za vas. Ja, kaj mi svetujete? kaj vam svetujem? Ja, Zadrgnite poštara. kdo pa pošto nosil? Kaj? Kdo bo pošto nosil? Zvonko. Ja, kaj? Ja, bodo že koga drugega našli. če sem Prav jaz- ste povedali, gospod, ja? Radio, amateri, smo združeni, pa dobivam vsaki četrtek, drugi dan bo pa to nosil. Se bo že kdo našel, ni Pa ne edini morem poštar na poštara svetu. zadrgniti, me v rogo zašel. No, Ali ne? Zvonko, Kam pa? jaz predlagam res ne. Poslušalec sigurno ni v taki situaciji, zdaj lahko je tako govoriti zadrgni, se to ni neki film, akcijski. Samo trenutek, ja, prosim, če ne uporabljamo teh besed, da ne bi napeljali na kakšno dejanje, zaradi katerega bi nam bilo potem žal. Jožef, majstore. Jožef. Ja, hvala lepa. Ja, gospod poslušalec, lepo, da ste poklicali, dali ste lep predlog, tako lepo narekovaj, seveda, dobili ste nagrado naših sponzorjev, ostanite še nekaj trenutkov na zvezi, da na to v režiji vzamejo vaše podatke, dame in gospodje, hvala lepa. Zvonko, torej jaz predlagam, da po krajšem premoru Jaz tako pravim, povabimo poštara je res treba kaznovati. poštar Fonza. Samo ga je treba raniti, ne ubiti. No, ker vidi, da pa dobro. nič ni kriva. Aha, ok, tako Ja, pravite. tudi ste v Bomo videli- posnetku čuli, kako je on napisal, je prisilo. Bomo videli, samo trenutek. Jaz bom tako videl Torej, rad. Zvonko, Fonza Jaz druga poštar. si ne morem najti. jasno. Dobro, v redu. Samo trenutek. Rad imam. Fonza poštar je že pripravljen Taka okrogla v lica ozadju. ima. Lepa je tako. Ja, hvala lepa, Zvonko. Dobro, torej, poštar Fonza prihaja čez nekaj minut. Ostanite z nami, poslušajte Jožef Springer Show.